Še enkrat lep pozdrav, sliko smo v Kidričevem, kjer torej čakamo na začetek 22. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach med Aluminijem in Muro. Najprej bomo pogledali pare tega kroga. Ena tekma je bila že odigrana, nogometaši Brava so v Šiški s 3-0 premagali Celjane, to je torej druga tekma. Na tekmi za ostalega kroga Lotrič bo podal s kota. Lotrič pred vrata, to je bila dobra podaja, toda Kidričani so se obranili. Lotrič je podal s kota. Ja, igra z roko, tole je bila igra z roko, toda pozor, že predtem je prišlo do odrivanja. Tole bo 11-metrovka, Pucko. Luka Bobičanec, zelo rutinirano, Luka Bobičanec in v 10. minuti srečanja Mura vodi z 1-0. Janžekovič je sicer krenil v pravo smer, toda strel je bil tako močan in natančen, da tu vratar Aluminija ni imel nobene možnosti za obrambo. Nič ne bo torej s 50. tako imenovanim clean sheetom za Janžekoviča v tej sezoni. Mura pa je torej prišla do 29. zadetka v tej sezoni. Pečnik lahko strelja, strel Pečnika, toda brani Ljubič. Tole je bil dober poizkus. Bobičanec, tole bi znova lahko bilo nevarno, Dako je odložil. Pa še en poizkus, toda brani Janžekovič. Tole je bil dober strel, Kidričani pa so preživeli tudi tale nalet Mure. Kosovec je po težavah s hrbtom vrnil igro in nemoteno nadaljuje Euro za Bobičanca. Znova se lepo odkril Bobičanec, tudi Šturm ima ogromno prostora na levi strani. Dako bi mu moral podati, Dako gre naprej. Odlična poteza potem strani Dakuja. Podaja pred vrata. Znova so se Kidričani obranili, pa Bobičanec, ki strelja. Horvat, tole je dobra ideja Horvata, Pucko. Slaba poteza Pucka, ki seveda ni specializiran za zaključke, redko se znajde v takšnih situacijah in da pogrešamo pa še napadalno igro bočnih branilcev Aluminija, priložnost za Kidričane. Zdaj se je Mura po čudežu obranila. Bouha je bil dobro postavljen, krasno Klemen Bouha strelja, najprej je žogo porinil Ovru med nogama. Lepo na desno stran, tu je Beganovič, oziroma Škoflek je pri žogi, Škoflek in Horvat strelja, to da brani Janžekovič. Odlična obramba Luka Janžekoviča. Luka Bobičanec bo podal s kota. Bobičanec na oddaljenejšo vratnico, še nevarno. Sprožil je Matic Maruško, Aluminij se je obranil. Aluminij pa še naprej na nek način plete mrežo okoli nasprotnikovih vrat. Prša strelja, toda naravnost v naročje Ljubiča. Oskar Drobne, zagotovo ne morete biti zadovoljni s porazom, verjetno pa se strinjate, da je bila vaša predstava bistveno boljša kot na prvi tekmi. Ja, nažalost smo klonili, ampak se mi zdi, da je tekma šla čisto v smer neodločenega rezultata. Ta odločitev sodniška je za mene zelo čudna, ker če fant napada žogo in sploh ne vidi, kam žoga leti, ga zadene v roko slučajno, niti ne poskuša vplivati. V redu, če moramo zaradi tega, če mora za to biti penal, mora biti penal, ampak moram pohvaliti fante. Mislim, da smo vseh 90 minut bili zelo kompaktni, čvrsti, kar dosti preglavic povzročali njihovi obrambi. Mogoče nam je malo zmanjkalo v zadnji četrtini, ampak smo se skompletirali, zgledamo dosti boljš in jaz sem optimist, vem, da bo v naslednjih krogih izgledali dosti boljši še spredaj. V prvem polčasu se je zdelo, da sta na desni strani nekako vse skozi igrala Matjašič in sem pozabil, kako je, drug napadalec, pardon.
Turčin, se upravičujem, so bila to vaša navodila, da Matjaž čišče prostor na desni strani? Pa ne, včasih pač prišla je situacija, po vsej verjetnosti tako, da sta se večkrat tam našla. Šli smo tudi visoki pritisk na to drugo žogo, ker moramo biti oski. Jure je pač prišel malo bolj osko in potem se pač porazporedimo v obrambo, glede na to, kdo je najbližji napade in ne vidim tukaj nič. Bilo vse v redu, lejte, vse pravim. V redu je bilo, zadovoljen, z našo predstavo sem zadovoljen, nažalost je pa danes to bilo premalo za nas. Najlepša hvala. Damir Čantala, vaša prva zmaga na klopi Mure, verjetno se počutite zelo dobro. Ja, seveda, občutki takoj po tekmi so super. Vedeli smo, da bo težka tekma in takšna je tudi bila. Tisto, kako je izgledal Aluminij v ponedeljek, vemo, da ni realno, da se dodatno krepili, vrnili so se njim kaznovani igralci in takšno težko tekmo, kot je vedno v Kidričevom za Muro, takšna je bila tudi danes, to smo pričakovali. Zdelo se je, da nadzirate nekako po tej tekme, se pa vam je odpiralo kar precej prostora za protinapade, zdelo se je, da ga ne želite najbolj izkoristiti, da želite ostajati v obrambi, so bila to vaša navodila? Ne, definitivno smo si mi želeli drugega zadetka. Ne branimo 1-0, oziroma branimo 1-0, tako da iščemo drugi gol. Ampak normalno rezultata zadnjih dveh tekem ostane tudi igralcem v podzavesti, ni enostavno. Nadzirali potek smo ga tudi verjetno prejšnjo tekmo, ampak ko je rezultat tako tesen, se vedno lahko ena stvar zgodi, ki obrne rezultat. Na srečo danes smo zdržali in mislim, da zasluženo osvojili 3 točke. Danes je tekmo odločil zadetek Luke Bobičanca, verjetno upate, da bo ujel šampionsko formo, verjetno vam je tudi zelo manjkal v prvem delu prvenstva. Sigurno Luka bo izredno pomemben člen in z tekme boljši, tudi zdaj se že vidi, da se mu forma iz tekme v tekmo dviguje, na koncu je manjkal 4 mesece skoraj, normalno se to v začetku malo poznalo, ampak prihaja v odličen ritem, tako da samo tako naprej. Najlepša hvala. Danes ste izgubili, tekme odločila 11 metrovka, kaj je po vašem mnenju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Mislim, nakon poraza sa Radomljom da smo pokazali svi skupa jedan karakter koji će nam biti dodatan motiv za dalje. Mišljenja sam da smo ovu utakmicu, mislim, zaslužili više od poraza. Ginili smo od prve do zadnje minute i nije nam se posrećilo ovaj put, ali mislim da u budućnosti sigurno hoće. Najlepša hvala. Luka Bobičanec, danes ste zabeležili 8. zmago v tej sezoni, vi ste bili strelec odločilnega zadetka, kakšni so občutki? Občutki so sigurno odlični po teh 2 tekmi, ki nam ni žal šlo. Smo danes se borili od začetka tekme do konca tekme, ni bilo teh enih, recimo tak 50 minut, ki nismo dali ono, kar smo morali, ampak zelo pomembna zmaga za nas danes. V drugem polčasu se vam je odpiralo kar precej prostora za protinapade, zdelo se je, da se bolj osredotočate na obrambo, so bila takšna navodila trenerja, ste tako začutili vi med samo igro? Pa ni, ideja je bila enaka kot prej, Aluminij je isto dobra ekipa, igrajo doma, isto je neko obdobje bilo, kjer smo se morali enostavno povleči in čakati na te priložnosti, imeli smo jih dosti, žal jih nismo izkoriščali, zdaj se nam to ni obrnilo, ampak v naslednjih tekmah to moramo izkoristiti. Najlepša hvala.